Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In seveda, če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In če to spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je to všeč in da malo tudi vzpodbudi algoritem. Naslov sem dal naporen teden. Zakaj naporen? Zaradi tega, ker se ni zgodilo praktično nič. Danes je petek, 27. marec. In poglejte zdaj to dogajanje tega tedna. Tukaj imamo Bitcoin, 15-minutni časovni interval in tukaj je enourni časovni interval. Mi smo na ponedeljek dobili tole impulzivno rast in potem smo se zadrževali tukaj v tej konsolidaciji in mi smo špekulirali, kaj mi zdaj tukaj delamo. Ali delamo morda tale narobe obrnjeni Head and Shoulders. In včeraj se je izkazalo, da temu ni tako. In sem seveda tudi pravočasno obvestil preko Patreona, torej dodatno še po liveu. Kaj se je zgodilo? Mi smo šli pobirati tole likvidnostno območje na okoli 69.700. Tako da tega zdaj ni več. Ampak zanimivo, tole likvidnostno območje tukaj na okoli 72.000 je še vedno ostalo. Zdaj pri tem padcu, kaj se je začelo dogajati, sicer Bitcoin na 15-minutnem časovnem intervalu je ostal, dajmo reči, bolj kot ne nevtralen, medtem ko Ethereum so se pa kar začele nabirati kratke pozicije. Tako da zdaj tukaj pri Bitcoinu ne bom označeval, kot bomo videli potem tudi kasneje preko tiste mape, preko likvidacijske mape, je tukaj zgoraj praktično praznina, kar se Bitcoina tiče. Kaj imamo tukaj na enournem? Torej, tole se ni izvršilo, tale narobe obrnjeni Head and Shoulders, ga bom kar zbrisal. Tale bikovski scenarij se tudi ni izvršil, mi smo šli naprej dol, tudi tale skrita bikovska divergenca se ni izvršila. Tako da smo šli pobirati tole likvidnostno območje ljudi, ki so stavili na rast. In zdaj, tukaj Bitcoin, poglejte, kje so stavili na rast ljudje, večinoma. Tukaj po tem padcu, na tem, pri tej manjši konsolidaciji, jih je kar precej stavilo na rast in seveda so bili tudi takoj potem likvidirani. Kaj bi zdaj mi lahko pričakovali? Mi smo iz unega našega prejšnjega vzorca naredili tukaj zelo očiten dvojni vrh, ki je jasno viden na 15-minutnem časovnem intervalu in pa tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Tako, to je naš dvojni vrh. Njegova neckline meja se nahaja na okoli 69.000 tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu in pa isto, tudi tukaj na enournem časovnem intervalu 69.000, tako da tole mejo bom označil. Včeraj smo jo tudi izgubili in zdaj jo testiramo kot odporno mejo. Trenutno neke vrste konsolidacija
Bomo videli še, kaj se bo iz tega razvilo. Danes je petek, pred nami je vikend. Tako da to bi se zdaj znalo še vleči naprej v vikend in bi spet lahko pričakovali na nedeljo zvečer ali pa na ponedeljek kakšno impulzivno potezo. Tako da po mojem bo to treba počakati, ni pa seveda nič dorečeno. Lahko, da se tudi danes zgodi še kaj impulzivnega, ampak trenutno malo dvomim, bomo pa spremljali in seveda, če bo karkoli, bom jaz to dodatno obvestil preko Patreona. Tako da, če se mi želite pridružiti, kot sem rekel, povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poglejmo zdaj še likvidacijsko mapo. Likvidacijski graf, samo malo. Tukaj imam zdaj trenutno naštimano na 24 ur in kot vidimo, smo spet v neke vrste sendviču. Spodaj so se nabrale pozicije ljudi, ki so stavili na rast, na tam nekje točnih 68 tisoč. Tukaj zgoraj pa imamo pozicije ljudi, ki so stavili na padec in tukaj se nam kaže meja na okoli 70 tisoč. Zdaj, ja, tukaj je precej odvisnosti, tale pozicija tukaj je blizu, tako da lahko bi šli še to pobirati, preden bi potem šli nazaj gor pobirati tole na 70 tisoč. Dajmo mi zdaj pogledati še za cel teden, kaj nam kaže za cel teden. In samo pogledajte tole praznino. Tukaj ti ljudje, tukaj zgoraj, so se zelo dobro pozicionirali. Na okoli 72 tisoč, torej to sovpada s tisto našo mejo, ki smo jo mi začrtali na prejšnjem grafu. In zdaj ponovno kar nekaj ljudi stavi na rast. Tukaj so že stavili na rast, so bili likvidirani, to je bila meja 69 300. Potem tukaj spet in so bili likvidirani, to je bila meja 68 800 in zdaj imamo novo likvidacijsko območje na skoraj da točnih 68 tisoč. Tako da bomo mi zdaj videli, ali bomo likvidirali še to, ali pa bomo mi zdaj dobili kakšen odboj in šli vse gor do 72 tisoč. Po mojem, tukaj manjka še kar nekaj stav na padec. Tako da, kot sem rekel, petek bi znal biti mrtev, vikend tudi in potem kakšen impulziven premik na ponedeljek ali pa nedeljo zvečer. Bomo pa videli, kako se bo tole vse izteklo. Poglejmo zdaj še naš Ethereum. Ja, tudi tukaj se je naredil dvojni vrh, kot lahko vidimo. Tudi tukaj tale skrita bikovska divergenca se ni izšla. In ja, imamo zelo očiten dvojni vrh. Ga bom označil tako na 15-minutnem časovnem intervalu, kot tudi na enournem časovnem intervalu. Čeprav pri Ethereumu je kar zelo zanimivo. Njegova neckline meja je na okoli 2100 na 15-minutnem časovnem intervalu in ja, tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. No in kaj je zanimivo, kar se tiče Ethereuma, je, da mi smo zelo impulzivno prebili tole njegovo neckline mejo. Zelo zanimivo, zato ker je nismo testirali pri Bitcoinu,
tukaj, namreč se kar zadržujemo na njegovi neckline meji. Ethereum pa je kar pogrnil dol, kar bi lahko nakazovalo tudi na to, da bi jo mi lahko šli testirati nazaj gor. Ampak ogromno je zdaj odvisnega od Ethereuma. Oziroma od Bitcoina, se opravičujem. Tukaj, ta likvidacijska območja, smo mi vsa izbrisali. Čaka nas še tole tukaj, na okoli 2025. In dela se tudi novo, kot sem že prej opozoril, tukaj kar precej ljudi, kar se tiče Ethereuma, zdaj stavi na padec. Tako da novo likvidacijsko oziroma na padec, ja. Tako da likvidacijsko območje nad temi vrhovi na okoli 2092. Če bi mi zdaj šli tole pobirati, lahko gremo testirati tole neckline mejo za Ethereum na okoli 2100, 2110 in potem gremo naprej dol, tako da bom kar izrisal tale plan. Bomo pa zdaj videli, kako se bo to izteklo. Trenutno RSI, tukaj vidimo, ja, se dela kar ena skrita medvedja divergenca. Tako da ni nujno zdaj. Večkrat se je že zgodilo, ko ljudje pričakujejo, da gremo testirati neckline mejo. Ni nujno, seveda, lahko kar padamo tudi naprej dol in jo potem gremo enkrat kasneje testirati ob preobratu trenda. Drugače, kar se tiče RSI-ja, tukaj na enournem časovnem intervalu pa še nimamo skrite medvedje divergence. Ne bom zaenkrat še ničesar označeval, trenutno je še vse večinoma v zraku. Kot sem že večkrat omenil, vikend je pred nami, zdaj če bo karkoli pomembnega, bom seveda sporočal tudi naknadno preko Patreona, tudi ob kakšnem posebnem dogodku lahko naredim še posebej live, ki bo samo na Patreonu, tako da če se mi želite pridružiti, tam so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In seveda, če spremljate kasneje preko YouTubea, se vsekakor priporočam za kakšen všeček. Naročite se na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In tako, to bo tudi to. Kar naporen teden, predvsem zaradi tega, ker na začetku smo dobili neke dobičke in potem preko tedna smo praktično vse izbrisali. No, kakorkoli že, jaz vam želim en lep dan, ki je pred nami, in en lep vikend, ki je pred nami, in se vidimo seveda, če ne prej, na ponedeljek ob 9. zjutraj. Čau, čau.